Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o energijah, ki se zdajle čistijo. Zdaj, ko je bila tale povodenj, a veste, kaj opažam? Opažam, da ogromno ljudi, pa ne zaradi povodnji, ampak na splošno, da imajo nekako eno tako jezo. Zdaj vam pa povem, kaj se je danes zgodilo. Pač organiziram potovanje, duhovno potovanje v Medžugorje. In ena gospa me kliče tako, jaz vam moram povedati, to je na teh. Medžugorje namreč. In začne razlagati svojo zgodbo. In to tako agresivno. In v glavnem sem jo ustavila in sem rekla, gospa, pod prvo vas nisem vprašala za nasvet in pod drugo, če je vaša slaba izkušnja, to ni moj problem in naslednja zadeva, sem rekla, vi imate velik izziv z jezo. No. In zdaj se pa vrnem nazaj na povodenj. Ogromno ljudi, tudi preko svetovanja, vidim, da imajo jezo na Boga. Kako lahko? Jaz se toliko trudim. Kako lahko? Ona je rekla, jaz sem po kolenih šla in nisem ozdravela. Nekako zanimivo, kaj mi vse pričakujemo od Boga. Se sem po kolenih šel in nisem ozdravel. Sem vse prav delal, skoraj, zdaj me pa doletelo to in tako naprej. Ena stvar, ta jeza na Boga, ali pa, če bi bil Bog, se toliko slabega ne bi dogajalo. Če bi bil Bog pravičen, ne bi bilo toliko krivičnih ljudi. In mi smo ustvarjeni po božanski podobi in ja, mi ljudje imamo v sebi zanimive energije. No in zdaj, kar res opažam spet, kar se zdaj le čisti, enih, mogoče 14 dni nazaj, 3 tedne, je bilo tako zelo intenzivno žalost. Ampak tako žalost. Pač enostavno, kot bi se na globalni ravni čistila ena taka globoka žalost in je bilo zanimivo, mi smo imeli piknik. In moja hčerka kar naenkrat ob 6. popoldne začela jokati. 18:18 je začela jokati. Ampak jokati tako. In pol, ko so že gostje odšli, ona še kar joka, je rekla, mam, jaz ti sploh ne morem pomagati. In poslušajte to. Vzamem karte, je rekla, dajva pogledati, če bova najdla preko kart odgovor. In vzamem karte, te, ki jih imam doma, in sploh nisem vedela, da imam podvojene, premešam. In ona, tako kot vedno, stvarnik, kaj je ta trenutek pomembno, da slišim, da izvem. In zdaj bom za vas potegnila 3 karte. In potegnem prvo, potegne ona drugo in tretjo karto. In obrneva in je dobila 2-krat isto karto, 18:18. Se pravi, 18 je karta čiščenje preteklosti. In zanimivo, ona je začela jokati ob 18:18. Tako, wow, kakšna naključja. Zdaj, kaj je prečiščevala? Čistila je spolno zlorabo in sicer en od sorodnikov v nekem drugem življenju, ne v tem, en od sorodnikov je bil ne lastnik sužnjev, ampak v glavnem tak lovec na sužnje. In sem videla, potem, ko sem jo stisnila k sebi, ko itak sem šla v njeno polje, kako si je v bistvu ta od sorodnikov zapenjal hlače in je rekel, no tako, jaz sem upravil, zdaj pa izvolite vsi ostali. In je tudi v bistvu takrat so jo ubili. In zanimivo je, eno od drugih sorodnikov, ona je začela jokati, ker je videla žalost v njegovih očeh. In v tistem življenju je bil ta sorodnik njen oče. Tako noro, mi da so bile pa sestre. Mene so pa potem odpeljali na tržnico sužnjev in so me prodali v arabski svet. Tako zanimivo. No in kaj se pa zdajle čisti? Veste kaj? Spolne energije. Prav spolne energije. Energije zlorabe in to se zdaj čisti že kar lep čas. Tudi te fobije glede tega, ne vem, imaš otroka, upam, da ne bo gej, ne vem, tako, sprejetost v popolnosti svoje spolnosti, spolnosti drugih ljudi, spolne usmeritve
in predvsem vse čiščenje, kar se tiče sramote, kar je pač sramote, ja. No in v glavnem, to sem jaz že govorila nekaj časa nazaj, pa tudi pisala sem v prvi izdaji, Ko ima življenje žur, potem sem pa zbrisala ven, ker sem mami obljubila, ampak ja, resnica je resnica. V glavnem, moja stara mama je zanosila za mojo mamo, preden je bila poročena. In pomislite, leta 1946, kmalu po vojni, ženska, ki je zanosila in ni bila poročena, je bila kaj? Vsi vemo, kurva. Pač ona je bila kurva, moški, ki je imel druge ženske, je bil pa frajer. In to se dejansko še vedno vleče to na ta način, da ženska je zaznamovana, a ne? Moški je pa frajer, a ne? Zadnjič sem pa poslušala enega ameriškega patra, je pa rekel, da je bil v bistvu, da je nedolžnost izgubil pri 15 letih, da je v bistvu ena starejša ženska, je z njo imel prvi spolni odnos in je rekel, da je on o tem govoril s svojimi sorodniki in so rekli, pa da je bod vesel, pač, dest si. Je rekel, zdaj v odrasli dobi vem, da sem bil spolno zlorabljen. Ja, in to se dogaja. To se dogaja. Kdor ima spolno zlorabo v zapisu, kdor jo je doživel v tem življenju, kdor je bil spolno zlorabljen tudi strani tega, ker če imate občutek noter, da ste bili spolno zlorabljeni, pa nimate nobenega spomina, mogoče ste celo mladost pač zbrisali, pa ni treba, da ste zbrisali, mogoče ste bili tako majčkeni, da mogoče se niti ne zavedate. Recimo dojenček in se vas je nekdo nespodobno dotikal. V vašem zapisu to obstaja, ostaja, ni da vam imate neko fantazijo. In seveda imate mišični test, da z mišičnim testom lahko preverite vašo resnico. In dajte si prosim zaupati, da pomeni, da če vi naredite mišični test, se pravi mišični test deluje, ko imate rame sproščene, ta del zamižite, jaz zdaj sedim, ampak v glavnem vi lahko načeloma to delate v stoje ali v sede, ampak v glavnem zravnana hrbtenica, glava rahlo naprej. Tisti, ki držijo takole glavo, nič ne deluje. Tako, pač rahlo naprej glavo, rame sproščene, vdihneš, izdihneš in zdaj lahko date roke na srce ali pa jih samo spustite ob telesu in rečete najprej, moje ime je, če jaz rečem, moje ime je Minka, grem naprej. Moje ime je Marija, grem naprej. Moje ime je Minka, Marija, grem naprej. To je moje ime. Če pa rečem, moje ime je Franca, ker nisem, to je pa moj ata, grem nazaj, a ne? In zdaj, če jaz zase preveram, globoko v sebi občutim, da kot otrok se me je nekdo neprimerno dotikal, grem naprej. Ne bom naprej razlagala, ker to sem jaz že zdavnaj počistila, ampak vam to razlagam zaradi tega, ker imate vi to za počistiti. Če imate nek občutek, da mogoče ste bili spolno zlorabljeni. In če kot duše predelujete spolno zlorabo, je možno, da imate nekje, da itak občutite, da vas nekdo pohotno gleda, da vas nekdo drugače gleda. Zaupajte si. Te energije naša duša prepozna. In ljudje, ki smo z njimi spolno povezani, lahko so spolni partnerji, lahko je spolna zloraba, jih srečamo v tem življenju. Vedno jih moramo srečati, zato da se v tem življenju postavimo drugače, da v tem življenju odpustimo in predvsem, da v tem življenju gremo naprej. Zdaj pa, jaz vam te molitve ne bom pisala, to vam povem, da če mi bo kdo pisal, prosim napiš mi, ne bom pisala, bo pa v ta novi knjigi, ampak molitev za dekodiranje prav za spolne energije. Vsemogočni Bog, stvarnik, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s spolno zlorabo, ki sem jo doživela jaz, v katerem koli času in v katerem koli življenju,
in naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora vse zlorabe, ki sem jih jaz naredila v preteklih življenjih. Ker je možno, da smo tudi mi koga zlorabili. Zdaj pa zakaj vam to govorim? Vam bom pa naprej povedala. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo in naj se vsi nivoji duš drugih ljudi napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Vdih, izdih in potem hvala za zdravljenje. V glavnem, zakaj vam to govorim? Ker enkrat sem z eno punco delala in ona je bila dejansko zlorabljena kot otrok in kasneje je zbolela za rakom in ko je zbolela za rakom, je začela pač brskati, zakaj in je prišla do tistega, zlorabljena sem bila. In babica je vedela, zlorabil jo je njen stric in je ni zaščitila in potem je še jeza na babico ven prišla in na tega njenega strica in tako, zakaj jaz? Pokazalo na svetovanju se je življenje, bila je tako, kot ena kraška vasica. Ja, lahko bi bila prav ta zvonik, ki je značilen za te kraške vasice. Podoben, kot je tukaj v Sežani, prav tak zvonik se je pokazal. Ona je bila duhovnik in med vojno je prihajala k njej ena ženska z majčkeno punčko. In to punčko je ta duhovnik zlorabil. In v tem življenju sta zamenjala vloge. V tem življenju je njen stric, ta punčka, in ona je bila majhna punčka. In je prišlo do, na nek način, to, kar si ti meni storil, jaz sem tebi storil, zob za zob na način, ne? In gre se pa za energijo odpuščanja. In zanimivo, glejte, kaj sem dobila, te karte, kaj sem jih dobila. Zdravljenje. Zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. Zdravljenje. No, pa me pa danes ena gospa poklicala in rekla, da ima hiperventilacijo, neko hiperpotenje, v glavnem. Je rekla, da ima toliko bolezni in trpi in tako naprej in sem sicer rekla, da to delam na osebnih svetovanjih, a ne, da po telefonu ne morem pomagati, ampak vedno, ko je to prekomerno potenje, je povezano s spolno čakro in čiščenjem spolne čakre. Se pravi, ko ženska pride v meno, ko se začne to potenje, je povezano vedno s spolno čakro in je treba pač čistiti energije, ki so zapisane na spolno čakro. Kako si pomagati? Vzemite v roke knjigo, ko imajo čakre žur, in tukaj noter pri spolni čakri imate vse programe, ki jih je potrebno počistiti. Od tega, da se bojite spolne zlorabe, do tega, da mogoče občutite, da ste doživeli spolno zlorabo in tako naprej. Zdaj vam pa povem, kaj smešen mi je bilo ta teden, ne ta teden, ta vikend. In zdaj pač novo knjigo pišem, ne? In sem pisala pač zgodbo moje ta druge hčerke, kako je zdaj v bistvu bila v procesu čiščenja karmičnega. In sem pač v povezavi s cerkvijo. Ona je bila v bistvu v večjih življenjih ljubica enemu, ki v tem življenju ni duhovnik, ampak je močno zdaj v tem življenju povezan s cerkvijo. V prejšnjih življenjih je bil pa vedno duhovnik. In potem, seveda, ker sem pisala o teh napredovanjih po duhovniški lestvici, sem šla poguglat, kakšne lestvice imajo, kaj je že tisto tik pred škofom, pa sem spet ali pred papežem, pa sem spet pozabila, v glavnem, kakorkoli, grem poguglat in najdem, zdaj pa poslušajte to. Pred 20 leti je bila ustanovljena ena duhovna skupnost, Nun v Sloveniji, ki sodelovala z nekim župnikom in ta župnik, ali pater, jih je vabil, naj sodelujejo v trojčku. In so ga očitno prijavile. A ni zanimivo? Spolna zloraba. Pa so nune. Pa bi človek rekel, to je bilo v srednjem veku. Ne, to je zdaj. In tisti, ki vsak predeluje to, kar rabi in ga potegne tja, kjer more predelati določene lekcije. Recimo nekdo, ki je recimo nuna v tem življenju in da se ukvarja s to spolno zlorabo, je samo
ponovi vajo. Ponovi vajo, dokler ne pride do izravnave, dokler se ne postaviš za sebe, dokler mogoče se ne osvobodiš sramu. Zdaj pa pojdimo na sram. Sram je za moje pojme temeljno čustvo, ki je podjarmilo ljudi. Se pravi, temeljno čustvo, preko katerega temne energije ali pa nizke energije, lahko jih imenujemo kakor hočemo, kontrolirajo ljudi. Pomislite, Sveto pismo se začne, bila sta Adam in Eva. Ne vem, kako se začne, ampak v glavnem. Bila sta Adam in Eva, vem, kako se začne. V začetku je bil Bog in Bog je bil beseda in tako naprej. Ampak potem pa zgodba Adama in Eva. Bil je rajski vrt in Eva odtrga sadež iz drevesa in ker sta jedla z Adamom prepovedan sadež, se je zgodilo, da sta občutila sram. Nista občutila jeze na kačo, nista sovražila kačo, nista občutila zamere, nista občutila sovraštva, ampak sram. In zaradi sramu sta se mogla skriti. Sta postala preveč razgaljena. No in to je tisto. Zaradi sramu se moramo skrivati. Ločiti eno od drugega, pa ne mislim tako ločiti, če greš stran od nekoga, s katerim ne moreš več živeti. Ampak ljudje začnemo zaradi sramu povzeti v nizke energije. Zdaj pa poglejte, naslednja karta je prišla, to je tisto, kar sem prej potegnila, je ustvarjalka nove dobe. Jaz sem boginja, ustvarjalka nove dobe, vodi me srce. Ženska, ki je gola. Ženska, ki je gola, ki enostavno je. Pa tukaj zdaj ne govorim, da bomo hodili goli okrog, ker pač lepo je imeti obleke, a ne? Ampak gre se za to, da se ne sramuješ svojega telesa. Da se ne sramuješ svoje spolne usmerjenosti. Da se ne sramuješ preteklih odločitev in dejanj. Da se ne sramuješ svoje družine, svojih korenin. Pač, da enostavno sprejmeš, da je točno tako prav, kot je. No, zdaj, če se vrnem na zgodbo moje babice, ona je zanosila 1946. leta neporočena. Katero čustvo mislite, da je občutila? Sram. Sram. Ker ženska, ki je noseča, v tistem času bila noseča, to je sramotno. In to je tista zadeva, ne, kar zdaj, če gledam, jaz sem seveda imela potem kar precej za predelati in glede srama, da se postaviš v svojo moč, da si prav v svoji moči, ampak ta ženska moč absolutno ni v agresiji, to je moška moč. Moška moč je tista, ki je udar po miski, a ne, moč. To je moški hormon testosteron. Kaj pa ženska moč? Ženska moč je pa milina, mehkoba in intuicija. To je ženska moč. Poglejte, jasno zaznavam sporočila. Intuicija. To je naša moč, pa nam rekla orožje, tukaj imam zdaj knjigico, vam bom prebrala še sporočilo. 72 sporočilo. Stvarstvo me vodi tja, kjer je najbolje tako za mene, kot za vse druge. Vodniki mi šepetajo in sporočajo, da je vse v redu. Prepuščam se vodstvu. Čeprav mi še ni jasno, zakaj in kako, zaupam. Bolj kot sem v miru sama s seboj in svetom, bolj jasno zaznavam sporočila. Hrup in nered v moji glavi blokirata jasnost sporočil. Mirna sem. To je naša moč, ženska, ne? Medtem ko moški pa potrebuje mišice. Biti v moški moči pomeni biti v testosteronu. Zdaj, a veste, kaj zdaj pišem v ta novi knjigi o odnosih?
Verjetno bo naslov, ko imajo odnosi žur, bom še videla, no, v glavnem. Pišem ta trenutek sicer o tehničnem, pač ta vidik, kako moški spodbudijo moške hormone, ampak pišem tudi za ženske. Ta knjiga bo tudi za ženske, ker ženske pa moramo razumeti. Ko smo pa mi v moški energiji, se nam tvori moški hormon testosteron. In moški hormon testosteron nam redi trebuh, povzroča, da se nabira maščoba na trebuhu, vpliva na ciklus, se pravi menstruacijo, na ovulacijo in predvsem nas stara. Za ženske. Medtem ko moški, ki pa je preveč v ženski energiji, pa pomeni, da je spet preveč v stresu in se začne rediti in postane zmerom bolj ženstven in neporaščen, se pravi nemožat. Tudi glas se mu močno dvigne in začne njegov glas močno piskati. No, to lahko opazite, najbolj očitno je sicer, če greste k maši in poslušate kakšnega duhovnika, ki nima moškega glasu, ki v bistvu piska in govori na ta način, pač tako razštelanje. In če je duhovnik tako razštelan glas, kaže, da ima razštelano, se razumete, ne, spolno čakro. In je največkrat to povezan sramovanje tega, kar je. Cerkev je res zanimiva. Poglejte, jaz, ko sem se ločila, sem šla na Brezje, v bistvu sem takrat rabila pač pogovor, ne obsodbo. In sem z enim duhovnikom govorila in sem pač povedala, da sem po 25 letih zaključila zgodbo zakona in me je obsodil. In je obsodil, je rekel, da cerkev tega ne spodbuja, da pač tako. Jaz, ko sem šla stran tega duhovnika, mi je bilo tako, komu ni jasen. Se pravi, za njega bi bilo boljše, da umrem, se pravi, sem tiho, potrpim, si pridelam bolezen, potem bojo vsi molili za mene, ker sem toliko uboga, in potem bom umrla in bojo naredili govor na mojem grobu, kako sem bila, kako sem sodelovala v vsaki pasji procesiji, kako sem bila zgledna žena, zgledna faranka, zgledna ne vem kaj še vse. In zdaj smo pa žalostni, ker nas je prezgodaj zapustila. Zdaj ne bom govorila tako, kot si mislim, a vseeno govorim tako, what the fuck. Kje smo? A ni že, dajte tam pi, a ni že dovolj te dvoličnosti? Dajmo si upati živeti svojo resnico. Dajmo si upati govoriti svojo resnico. Ja vem, strah pred izgubo, strah pred sodbo, strah. Ja, začnite pucati. Dokler ste v strahu, se skrivate. Noben nič ne vidi. Pa zdaj čas prišel in dejansko se dogaja tako. Čas je, da postanemo resnični. Ta nova doba, ki jaz res verjamem, da prihaja, bo prostor resničnih ljudi. Nedvoličnih, ne tistih, ki tako lepo postran držijo glavo, pa še bolj molijo na glas, da se ja sliš. Pa po kolenih hodijo okrog oltarja. 5krat je šla okrog oltarja. Meni je to tako smešen. Meni je to tako smešen. Nekaj povem. Tukaj zdaj v Sežano, kjer sem se preselila, pač tam, kjer živim, je prej to hišo, še prejšnji pač lastniki, je gospa umrla za rakom, prav na hitro in očitno njen duh še ni uspel iti naprej. In v hiši je bila noter, je bila ena slika, ne vem, mogoče je bila Sveta Bernardka, nekaj takega. Dejansko, jaz sem tisto sliko vrgla stran. In tisto, kar sem občutila, je to, v bistvu moji hčerki se je sanjalo, da je za mizo sedela ena gospa s sivimi lasmi pa en blond pramen, je imela, in ko je prišla hčerka v kuhinjo, je tako gledala, kaj pa ti delaš tukaj, to je moje. In je rekla, veš, mami, po moje sem duha sanjala. No, v glavnem, dali sva za mašo, šla sva k maši. In eno stvar
eno stvar. Veste, ker je treba duše pospremiti, da grejo naprej. Tisto sliko sva vrgla stran in zdaj sanj nima več in tudi čutim, da so se energije sčistile. In kaj je rekla hčerka? Je rekla, pod prvo, a vam tako govorim, kot je... Dajte si to, kot piko, kar hočete, ampak vam povem, kako je rekla hčerka. Mi, da so šle k Maši in ona pravi, ta cerkev je čist sfukana. Pač, ja, se res, dobesedno, ne sem tako, kot otroci rečejo. Je rekla, jaz k Maši ne bom več šla, ampak kar čutim, da ta ženska je bila tako nesrečna, hodila je k Maši in molila, morala bi pa dejansko svojemu descu povedati, kar mu gre. Pa umrla, kar naenkrat. Ja, tako se dogajajo stvari. Glejte, če bi radi živeli, dajte spraviti kakšen strah ven, pa sram, pa dajte še kakšno zdravilno molitev dekodiranja narediti, ki najdete več v tem, ko imajo duše žur, boste ne več najdeli, pa potem naprej, ko imajo čakre žur. Začnite delati na sebi. Boste videli, kako boste vdahnili novo energijo. Jaz drugega ne vem, ampak vam povem, res prihaja nov čas in čas je, da mi ljudje postanemo drugačni. Tako da, ja, uživajte, vse dobro vam želim in ja, dovolite, da se v vašem življenju zgodi čudežnega. A ja, še to, prednaročila za novo knjigo že zbiram, spodaj je povezava, dobite novo knjigo s popustom in brez stroškov pošiljanja. Kdaj bo šla? Letos. Točnega datuma nimam, zdaj jo zaključujem. Tako da ja, uživajte, vse dobro in ja, naj vas spremlja Božji blagoslov.